častniki in gostje, predvsem seveda hvala za povabilo, da sem lahko odprl to ulico. Letošnje leto obeležujemo oziroma bomo obeležili 20 let zmage v vojni za samostojno Slovenijo. In mislim, da je ta trenutek lep uvod v letošnja praznovanja. Polkovnik Božič, seveda vse lepo in dobro na novi dolžnosti. Naslednja ulica vojaških veteranov, prosim bi našega podpolkovnika Einfata, ki je bil del MSNZ-ja, del teritorialne obrambe. Vesel sem, da je naziv slovenskih vojaških veteranov, ker jaz mislim, da so to vsi veterani, ki so karkoli naredili za našo državo in tudi tistih, ki bojo mogoče še bodoče, ali na misiji, ali pa kje druge še to naredili. Hvala. Pomembno vlogo pri delovanju 5. pokrajinskega štaba je odigral sigurno vod vojaške policije, zato bi prosil majorja Klinarja, Jančarja, višjega vodnja, ki je vpet v to tradicijo, da odpre ta tablo, pa poveste par besed mogoče. To res? Je to res? Mislim, da je ta vod vojaške policije bil rezervni oziroma vojni sestave, ustanovljen že leta 1990 in je dejansko odigral vlogo pred vojno, med vojno in del po vojni. Ta vod je tudi prejemnik najvišjega priznanja, to je res slovenske vojske zmerči za vojne aktivnosti. Tako da je ta tradicija na podlagi teh vodov, ne samo tega, ki pač nastala tudi vojaška policija slovenske vojske v sestavi, ki je ni pozabila. 5. pokrajine, ki ima domicil in ima sedež tam tablo pri stavbi, tam, ki je mesto, najlepšem delu verjetno, je za nas bil kakorkoli te vojašnici tudi bistven element 10. bataljona za mednarodno sodelovanje. Takrat nekak je začel neko drugačno pot neke profesionalizacije in prvega poveljnika, podpolkovnika Boštiča, takrat majorja, bi prosil, da odpre to tablo 10. bataljona za mednarodno sodelovanje. Hvala. Višji drug Ker sem bil poveljnik 1. bataljona, ki uvaja mednarodne standarde v slovensko vojsko, kljub temu, da je na ta račun marsikaj slišal. Ne samo jaz kot poveljnik, tudi namestnik tedanji major Škrbinc in vsi ostali pripadniki. Sem pa prav vesel, da celotna slovenska vojska nadaljuje in gradi na tistem, kar smo v bistvu mi nekako začeli in zakoličili. In želim tej slovenske vojski vse najboljše, tako doma kot zunaj. To je bataljon mednarodnih standardov. Aj se necamo. Verjetno osrednja točka te vojašnice in delovanja takrat Ljubljane, 5. pokrajinski štab teritorialne obrambe, brigadir Baland. Hitro, ja. Prva 3 leta je v tej pokrajini šlo vse zelo hitro. Jaz sem bil v 3 letih 4. poveljnik in tudi zadnji. Bi vam pa sem tole rad povedal tistim, ki tle domujete Ljubljana. Prvo, kar je bilo, so mi povedali, da bom zmagal, če bom spravil skupaj vse 6 občinskih štabov. To se pravi Center, Šiška, to je bila ena znamenitost, da te skupaj dobiti se ni nikoli dal. In drugo je bilo to, da smo tlele bili entuzijasti, predvsem kar se tiče barvanja oklepne tehnike. Vsak en sprejček je prinesel, pa smo tanke prebarvali v take maskirne barve, kot je zdaj. Evo, to je bilo eno taka, bom rekel, specifika te pokrajine. To je veteranski park vseh Slovencev, ki so kadarkoli bili v kakšnikoli armadah, je tako. Marjan poseblja vse, kar nekako imamo od Soške fronte naprej. In verjetno predvsem je pa tisto, da je kakorkoli veteran mednarodnih misij slovenske vojske, po mojem. Po mojem častnik, ki ima... Ni ga vojaka, ki ima več misij. Ni ga vojaka, ki ima več misij, ni ga častnika, ki ima več misij, ni ga častnika, ki ima več sodelovanja v vpetu profesionalne enote. Evo, Marjan. Izvolite, prosim te, hvala lepa. Se zahvaljujem poveljniku, da mi je izkazal to čast, da sem lahko odprl ta veteranski park. Odprl bi lahko kjerokoli od teh tukaj, ker sem pri vseh sodeloval.
Ponosen sem pa, da bo veteranski park tudi pa s tem backgroundom, ki je poveljnik omenil, gojil te tradicije tukaj v tej vojašnici naprej. Hvala. 510. učni center. Bravo. Nekaj besed bi pomenil 510. učnemu centru. Mogoče za začetek bi povedal, da ta učni center je sprejel prve nabornike na tej lokaciji 1., 2. in 3. aprila in že 12. aprila je bila tudi prva svečana prisega, katere so se udeležili tudi vidni takratni politični predstavniki Republike Slovenije. Mogoče bi tukaj omenil en dogodek, ki se mi zdi izredno pomemben, zlasti v pripravah za sprejem prvih nabornikov, ko seveda nismo imeli te osnovne opreme, pa je brigadir Pograjec takrat izrekel, jutri boš dobil opremo in dejansko lahko rečem, da dan prej, naslednji dan zjutraj je bila oprema tukaj. Tako da to je bilo čas, katerem pač ni bilo veliko besed, ampak vsaka obljublja je bila tudi izpolnjena. Seveda v vseh naslednjem po tem obdobju so sledile nove generacije in tako se je tukaj učni center, ki je štel preko 600 nabornikov, se je v tem obdobju izmenjalo kar nekaj tisoč mladih fantov, nabornikov Slovenske vojske. Mogoče vse za zaključek, tukaj pred vami je tudi taktična steza. Že julija 2003 oziroma koncu leta 1992 smo opazili, da velik problem tega učnega centra predstavlja urjenje pripadnikov in zato smo skušali na inovativen način zgraditi stezo, na katerem bi lahko vzpostavljali posameznika in oddelek in tako je nastala idejna zamisel. Zgradili smo taktično stezo, katera se še danes uspešno uporabljena, otvorjena je bila pa julija 1993. Hvala.